Ali vam je kdo obljubil, da bom do vas prizanesljiv ali popustljiv, če boste priznali krivdo? To je bil Bryan Kohberger, ki je priznal krivdo za brutalne umore 4 študentov Univerze v Idahu. Zdaj v novi odmevni sodni vlogi trdi, da ni storil tega, trdi, da je bil prisiljen. Poleg tega, povedala vam bom, kaj obsojeni morilec govori izza zaporniških zidov in delila ogorčenje enega od družinskih članov žrtve. Sam and Jeanette Levy, in to the Crime Fix. Bryan Kohberger želi nazaj na sodišče, ker zdaj pravi, da je v resnici nedolžen. To ni preizkus. To ni šala. Bryan Kohberger, po priznanju krivde za umore 4 študentov Univerze v Idahu, je vložil peticijo za pravno sredstvo po obsodbi v okrožju Ada in imamo vse podrobnosti za vas. 4 žrtve, ki so na spletu postale znane kot Idahovska četverica, Maddie Mogen, Kaylee Gonzalez, Ethan Chapin in Xana Kernodle, so bile brutalno umorjene v zgodnjih jutranjih urah 13. novembra 2022. Zdaj je že slavna fotografija na verandi, tako jo jaz imenujem. Vsi smo jo videli. Prikazujete prijatelje, srečne, nasmejane, le nekaj ur, preden so jim vzeli življenje. Policijska enota v majhnem mestu Moskva v Idahu, kjer se nahaja Univerza v Idahu, je imela izjemno zahtevno nalogo izslediti osebo, ki je brutalno zabodla 4 študente v njihovi skupni hiši izven kampusa. Ključni dokaz je bil najden poleg ene od žrtev. Nožnica za nož, K-bar z emblemom ameriške mornariške pehote na njej. Testiranje te nožnice bi bilo ključ, ki bi razrešil primer. Po tednih preiskave je policija sporočila, da so našli svojega osumljenca, vendar ta ni bil več v Idahu. Bryan Kohberger je bil za zimske počitnice doma v Pensilvaniji pri svojih starših. Kohberger je bil doktorski študent na bližnji državni univerzi Washington, kjer je, ironično, študiral kriminologijo. Po navedbah tožilcev so Kohbergerjeve DNK našli na nožnici noža, ki je bila puščena na kraju zločina. Njegovi zapisi o nakupih na Amazonu so prav tako pokazali, da je že mesece prej kupil tovrstni nož in ustrezno nožnico. Ko so Kohbergerja aretirali in pripeljali nazaj v Idaho, predhodne obravnave in statusne konference so potekale v okrožjih Letah in Ada več mesecev. Kohberger in njegova obrambna ekipa sta vztrajala, da je nedolžen. Vse pa se je končalo s tem, da se je Kohberger odločil priznati krivdo le nekaj tednov pred začetkom sojenja. Obsojen je bil na 4 zaporedne dosmrtne kazni. Od takrat je zaprt v zaporu z najvišjo stopnjo varnosti, zdaj pa želi ven in poskuša preklicati svojo priznanje krivde. Poglejmo si, kako je do tega prišlo. Ali razumete obtožbe in vse možne posledice? Yes. Slišali ste sporazum o priznanju krivde, o katerem sem danes govoril. Se strinjate s tem sporazumom o priznanju krivde? In ali razumete naravo obtožb, ki so vam bile očitane? Za katere razumem, da boste danes priznali krivdo? Yes. Kot sem navedel tudi sam, nisem vezan na sporazum o priznanju krivde. Vendar pa sporazum določa najvišjo kazen za vsako točko obtožnice. Ali razumete, da nisem vezan na sporazum o priznanju krivde? Da. Ali vam je kdo obljubil, da bom do vas prizanesljiv ali blag, če boste priznali krivdo? Ni. Ali je kdo grozil vam ali komu, ki vam je blizu, da bi vas prisilil k priznanju krivde? Ne. Ali vam je kdo, razen dogovorov države v zvezi s sporazumom o priznanju krivde, obljubil karkoli v zameno za vaš sporazum o priznanju krivde? Ni. Ali vam je kdo rekel, da morate biti danes v svojih odgovorih na moja vprašanja neresnični? Ne. Ali vam je kdo ponudil kakršnokoli nagrado, razen sporazuma o priznanju krivde, da bi danes priznali krivdo? Ne. Ali priznavate krivdo, ker ste krivi? Da. Kot del Kohbergerjevega sporazuma o priznanju krivde, ki je izključil smrtno kazen kot možno kazen, se je odpovedal pritožbam. Gospod Kohberger, razumete, da se s priznanjem krivde v tem primeru odpovedujete pravici do pritožbe na katerokoli odločitev, ki bi jo to sodišče sprejelo, kot tudi na vašo kazen? Da.
Ste imeli dovolj časa, da se odločite, ali boste priznali krivdo ali ne? Da. Ali priznate krivdo svobodno in prostovoljno? Da. Glede na vaše možnosti, menite, da je v vašem najboljšem interesu, da priznate krivdo? Da. Toda v tej novi zahtevi za pravno sredstvo po obsodbi Kohberger popolnoma spremeni svoje stališče in vzame nazaj, kar je lani povedal na sodišču. Ta nova vloga prihaja 2 dni pred tem, ko bo Netflix izdal nov dokumentarec o primeru, ki vključuje intervjuje z načelnikom policije v Moskvi in družino Kaylee Gonzalez. Kot del Kohbergerjeva priznanja krivde, ni mu bilo treba podati podrobne izjave o dejstvih zločina. To je izjava, kjer obtoženec predstavi dejstva o zločinu. Pri takšni podrobni izjavi o dejstvih zločina teh navedb ni mogoče uporabiti proti obtožencu na sodišču. Tožilca Billa Thompsona sem vprašala o odločitvi, da lani od Kohbergerja niso zahtevali podrobne izjave o dejstvih zločina. Veste, to sem vas vprašala na tiskovni konferenci. Rekli ste, da ga po zakonu ne morete prisiliti, da bi na sodišču podal izjavo o dejstvih zločina. Ampak zakaj od njega ne bi dobili podrobne izjave o dejstvih zločina? Veste, hej Ene, recimo, dovolili mu bomo, da prizna krivdo, ampak moramo vedeti, kam je dal nož in kako je prišel skozi hišo in vse take stvari. Naj odgovori na nekaj vprašanj. Zakaj? Zakaj niste zahtevali podrobne izjave o dejstvih zločina? No, o tem smo se pogovarjali v odvetniški ekipi in sprejeli smo odločitev, da želimo zagotoviti, da je priznanje krivde samo po sebi trdno, če bo priznal krivdo. Naše izkušnje, in sodnik Hiper je tudi govoril o tem, so, da pogosto, ko obtožence prosijo, naj pojasnijo, začnejo zmanjševati pomen tega, kar se je zgodilo. Ne moremo jim zaupati glede resničnosti tega, kar govorijo. In odločili smo se, da zagotovimo trdno, vzdržno priznanje krivde za vse točke obtožnice, da ne bomo zahtevali več, kot bo sodišče zahtevalo. Kar zadeva obtoženca, ki prizna resnico in obtožbe. Ampak izjava obtoženca, mislim, da bi jo potem lahko zavrnili in rekli, v redu, gremo na sojenje, če ste mislili, da zmanjšuje pomen in laže, če ste mislili, da ni iskren, in on vas je lahko pripeljal do morilskega orožja. Slišim, kaj pravite, Anjanet, in res bi lahko. Ne vemo, ali bi to storil ali ne. Mislim, da to ne bi spremenilo končnega izida. Naš interes je bil resnično v tem, ali bomo lahko dosegli zagotovljen izid za družine in za javnost. To je bilo v središču. In tudi smo se ozrli nazaj na začetek. Ne vem, ali ste s tem seznanjeni, ampak na začetku, ko se je FBI prvič vključil v ta primer, so poslali agente iz svoje enote za vedenjsko analizo, svoje profiliste, da bi sodelovali z nami. In povedali so nam, da glede na to, kar so videli o naravi zločina, prizorišču, samih zločinih, da tudi če bi ujeli osebo, ki je zagrešila te zločine, in bi jo poskušali prepričati, naj razloži, zakaj se je to zgodilo, da to ne bi imelo smisla za običajne ljudi, kot smo mi, in da jim res ne moremo zaupati, da bodo povedali resnico. Ker ljudje, kot so ti, živijo v svojem lastnem svetu, ki je popolnoma tuj temu, kar mi kot običajni ljudje razumemo in lahko dojamemo. Tudi to je bil dejavnik v naših razmišljanjih. To je bil verjetno eden najbolj nenavadnih primerov, kar smo jih kdaj videli. In to mnenje so delili tudi izkušeni preiskovalci, ki so na primeru delali že od samega začetka. Tako je Bill Thompson povedal, da so agenti iz enote FBI za vedenjsko analizo njemu in preiskovalcem dejali, da osebi, ki je ubila Kaylee, Maddie, Ethana in Sano, ni mogoče zaupati, da bo povedala resnico. Toda Brian Kohberger je za New York Times povedal, da popolnoma vztraja pri svoji nedolžnosti. In imamo izjavo pod prisego, ki jo je podpisal Brian Kohberger in jo priložil v svoji peticiji za pravno sredstvo po obsodbi. V njej Kohberger navaja, s tem se izjavlja, da so bili med pogovori med odvetnikom in stranko, v katerih so večinoma sodelovali vsi člani ožje družine Briana C. Kohbergerja, predlagatelja prisilili, da je pod prisilo lažno priznal umor, za katerega je zagrožena smrtna kazen, in težki vlom, dezinformacije, lažne obljube in prikrivanje razbremenilnih dokazov. Naslednje je bistveno za začetek priznanja krivde. Odvetnikova opustitev, da bi predlagatelja obvestil o razbremenilnih dokazih, ki jih je prejel med pogajanji o priznanju krivde, in sicer skupki neznanih las, najdenih v rokah Ethana Chapina, kot tudi opustitev nadaljnje preiskave. Drugič, lagatelj je bil prepričan, da dejanska krivda ni pomemben dejavnik pri sprejemanju priznanja krivde. Premestitev v blok za obsojence na smrt je bila neizbežna in svetovali so mu naj laže. Vlagatelj naj bi dosegla pravno zmago z lažnim priznanjem krivde. Tretjič, huda napačna predstavitev in obljube glede tega, kaj naj bi dosmrtna kazen takoj omogočila.
vlagatelj in huda napačna predstavitev bloka za obsojence na smrt v Idahu, vključno s podrobno zgodbo o grozljivih izkušnjah odvetnice med ogledom dejanske celice za obsojene na smrt, velike 8x8. Vse to naj bi bilo sporočeno lagatelju in njegovi družini strani IDOC prek odvetnice, s čimer so bile izrečene grožnje in obljube, da bi ga spodbudili k sklenitvi sporazuma o priznanju krivde. New York Times poroča, da je Kohberger prek svoje družine posredoval izjavo. Kohberger je napisal: več kot leto dni kasneje je očitno, da v zadevi State v Kohberger pravici ni bilo zadoščeno. Neodgovorjena vprašanja se z vsakim razkritim dokazom samo še množijo in javnost zahteva resnico. Nažalost, resnice nikoli ne bomo izvedeli iz kratkovidnega narativa države. Fikcija, ki se ni spremenila, odkar je bil PCA objavljen pred skoraj 4 leti, in njene napačne predpostavke na sojenju nikoli niso bile izpodbijane. Zaradi izjalovljenega priznanja krivde, sojenje javnosti nikoli ni ponudilo jasnosti, ki bi omogočila zaključek. In pravica bo ostala popolnoma izigrana, razen če se to priznanje krivde ne umakne. S tem izjavljam svojo namero, da se izrečem, da nisem kriv, in pozdravljam priložnost države, da na sojenju dokaže svoj primer, kot tudi ponovno vložiti zahtevo za smrtno kazen. Moja dejanska nedolžnost je moja resnica in priznanje krivde, ki temelji na lažnih obljubah in očitnih dezinformacijah, mora biti umaknjeno. Hvala vsem, ki verjamete v mojo nedolžnost in še naprej kritično analizirate primer. Pošiljam svojo ljubezen svoji družini, ki nikoli ni podvomila v to, kdo sem, v njihovo prepričanje v mojo nedolžnost. Pa si poglejmo podrobneje. Želim povabiti Marka Weaverja. Je posebni tožilec v zvezni državi Ohio. Vodil je primere s smrtno kaznijo in se z menoj o tem primeru pogovarjal že velikokrat. Mark, ne vem, kako je pri tebi. Mene to ne preseneča. Že dolgo časa govorim, da to ni bilo zadnje, kar smo slišali o Brianu Kohbergerju. In zdaj imamo vloženo to vlogo. Ja, se spomni, vsak obtoženec v zaporu ima 2 stvari. Veliko prostega časa in dostop do brezplačne pravne knjižnice s številnimi obrazci, ki jih lahko izpolnijo in vložijo. In zato imamo toliko tožb zapornikov. Mislim, da to ne bo nikamor pripeljalo, ampak vsekakor lahko to analiziramo. Pogovorimo se o tem, zakaj mislite, da to ne bo nikamor pripeljalo. Očitno gre za ročno napisano vlogo, ki jo je Brian Kohberger vložil sam. Vemo, da je tam zunaj veliko zapornikov, ki drugim pomagajo s pravnimi vlogami, zaporniških pravnikov. Anje Tamnoter. Delal je doktorat iz kriminologije. Prepričana sem, da zapor ni zabaven. Vemo, da mu zapor sploh ni všeč, glede na nekatere stvari, o katerih smo že dolgo nazaj poročali, o njegovih pritožbah osebi v zaporu. Torej, kakšna je tvoja analiza te vloge? V bistvu pravi, da se je srečeval s svojo pravno ekipo in večino svojih najbližjih družinskih članov, ter da so ga prepričali in prisilili, da laže in lažno prizna. Prepričan je bil, da bo to pravna zmaga. Ja, poglejmo, razčlenimo to. Najprej, ko priznaš krivdo, odpoveš se večini svojih pravic do pritožbe. To je drugače, kot če greš na sojenje in te porota spozna za krivega. V tem primeru imaš na voljo drugačen nabor pritožbenih pravic. Torej, ko priznaš krivdo, se odpoveš številnim pritožbenim pravicam. Drugič, v Idahu imaš 42-dnevno obdobje, v katerem moraš vložiti zahtevo za umik priznanja krivde. To obdobje je minilo že lani. Torej, ne more vložiti običajne zahteve za umik priznanja krivde, čeprav te redko uspejo. Ostanemo le to, kar imenujemo PCR, to je pravno sredstvo po obsodbi. Večina obtožencev vloži zahteve za pravno varstvo po obsodbi. Redko so te stvari odobrene. Merilo je, ali ga je njegov zagovornik zastopal tako slabo, tako neučinkovito, da ko je odgovarjal na sodnikova vprašanja, da sploh ni vedel, kaj ga sprašujejo. Verjetno ne bo odobrena iz 2 razlogov. Prvič, njegovi odvetniki mi niso bili preveč všeč, ampak so bili precej učinkoviti. Rešili so ga smrtne kazni. In drugič, če je kdo, ki bi moral razumeti vprašanja sodnika, sem to jaz. Se včasih opravljam funkcijo sodnika, ko je krajevni sodnik na usposabljanju. Torej sem jih opravil že na tisoče. Sodnik mora obtožencu znova in znova postavljati vprašanje. Ali to razumete? Ali razumete tisto? Veste, odpovedujete se tej pravici. Veste, odpovedujete se tisti pravici. Če kdo to razume, je to nekdo, ki je v doktorskem programu za kazensko pravosodje. Torej, ideja, da ni vedel, kaj počne, je precej neverjetna.
On je pameten fant, ampak se vračam k njegovim odvetnikom. Ves čas so govorili, da so dvomili o njegovi sposobnosti in so jo spremljali. Rekli so, da ima avtizem prve stopnje, kar se je preimenovalo Aspergerjev sindrom. Kakšne so možnosti, da so njegovi odvetniki sploh vedeli, da bo to storil? Ker on, veste, njegovi odvetniki o tem niso rekli niti besede. Mislim, da so izdali eno izjavo, kjer so javno kritizirali enega svojih strokovnjakov za obrambo, ker je javno povedal, da verjame, da je Brian Kohberger nedolžen. Ja, ironično je, da ko trdiš, da si imel neučinkovito pomoč zagovornika, moraš za to dobiti novo skupino odvetnikov. Saj ne moreš imeti istih odvetnikov, ki naj bi bili tako neučinkoviti, da te zastopajo v pritožbi. Trenutno to vlaga sam, vendar me ne bi presenetilo, če bi njegova družina ali njegova sestra ali kdo drug našel kakšnega odvetnika, ki bi dejansko vodil postopek zanj, potem ko je to vložil. Vprašanja o procesni sposobnosti se obravnavajo pred začetkom sojenja, zagotovo pa pred kakršnokoli izjavo o krivdi. In odvetniki so to poskusili so to izpostaviti, sodnik v tem ni videl nobene osnove, torej nimamo razloga misliti, da ni sposoben sodelovati v sojenju. Skoraj vsak, ki ubija ljudi, ima nekaj malega narobe v glavi. Ne vsi. Nekateri popolnoma zdravi ljudje to počnejo. Zaradi ljubezni ali denarja ali moči ali česarkoli drugega. Ampak večina ljudi, ki pobijajo druge z nožem, še posebej 4 ponoči in počnejo vse tiste srhljive stvari, ki jih je on počel, ima nekaj narobe. Ampak to ni dovolj, da bi razveljavili tvoje priznanje krivde. V bistvu pravi, da je bil prisiljen to storiti, da je prišlo do zavajanj. Veš, rekel je, da je bila zgodba o grozljivi izkušnji in vse te stvari. Veš, pravi, da je zdaj, ko so sodišča razpečatila vse te stvari, prišlo na dan več informacij, ki kažejo, da je bil nedolžen. Odkot misliš, da to jemlje? No, spet ima veliko prostega časa, ustvarjalen in popoln dostop do pravne knjižnice z vsemi primeri. In lahko si sestavi vse mogoče teorije. Vse, kar zdaj prihaja v javnost, je bilo njemu in njegovim odvetnikom že znano, saj bi to prejeli v postopku razkritja dokazov v kazenskem postopku. Torej, ni nobenih novih informacij, ki jih on ne bi poznal. Morda so nove za nas, vendar pa niso bile nove zanj in za njegove odvetnike. In mislim, veste, če vi jaz hodim v zapore in se pogovarjam z ljudmi v zaporih, bil sem na ogledih in podobno, in ko se pogovarjate z njimi, vam skoraj vsak pove, da ni imel poštenega sojenja. In imajo dolgo razlago, zakaj ni bilo pošteno, ker nimajo drugega kot čas, da o tem razmišljajo. Ampak to ni merilo. Merilo za izredno pravno sredstvo po obsodbi je, ali lahko dokaže, da je bila pomoč zagovornika tako neučinkovita, da ni vedel, kaj pomeni priznati krivdo. In ni vedel, čemu priznava krivdo. In obstajajo primeri ljudi s končanim 5. razredom osnovne šole, za katere so ugotovili, da razumejo ta vprašanja. Seveda nekdo, ki je v doktorskem programu iz kazenskega pravosodja, razume ta vprašanja. Zanimivo. Veš, ena stvar, o kateri sva se večkrat pogovarjala, je dejstvo, da je Brian Kohberger kot pogoj za to priznanje nikoli ni bil obveščen. Verdu. Potrebujemo, da sedete in podate izjavo, ter odgovorite na nekaj vprašanj za nas in nam posredujete informacije. Kje je nož K-bar? Kje je morilsko orožje? Kje so oblačila? Tega mu nikoli ni bilo treba storiti. To je lahko pogoj za priznanje krivde. In prej sem v podcastu predvajala posnetek Billa Thompsona, v katerem mi odgovarja na to. Kakšne so vaše misli zdaj? Zdaj, več kot leto dni po priznanju krivde in izreku kazni. Kaj menite o tem? Ali to kaže, da je bila storjena napaka? Ja, najprej morajo vaši gledalci vedeti, da nihče ne pokriva tega primera tako kot vi. Vi ste to izpostavili lani, o tem sva govorila vsaj 2-krat, morda 3-krat. In nerad sem kritičen do kolegov tožilcev, ker večina mojega pravnega dela je povezana s tožilstvom. In morda obstajajo stvari, ki jih ne vemo o tem, kaj tožilec ve, ampak tožilec bi lahko rekel zagovorniku: ne bomo umaknili smrtne kazni kot možnosti, dokler prvo ne prizna krivde, seveda. In drugo, da vsem v odprtem sodnem postopku podrobno razloži, kaj je storil, kako je to storil in kolikor je mogoče, tudi zakaj je to storil. To bi družinam prineslo veliko olajšanje, morda ne popolnega, ampak vsaj nekaj. In to bi preprečilo to smešno obvestilo o zahtevi za razveljavitev obsodbe po pravnomočnosti,
ki jo nekateri to vložitev zahteve za izpodbijanje sodbe po obsodbi, kjer naj bi nekako trdil, da ni vedel, kaj počne, ko je priznal krivdo. Zdaj si moramo ogledati izjavo, ki jo je izdala družina žrtve Kili Gonzalez. Objavili so jo na Facebooku in so zelo jezni. Preberimo to. Najprej. Nismo presenečeni, čeprav je Bill Thompson rekel, da bodo z dogovorom o priznanju krivde vse pritožbe opuščene. Vedeli smo, da to ni resnično. Kakorkoli, rok za priznanje krivde se je iztekal, natančneje septembra. Pravijo, da je bil rok septembra. Izjava družine Gonzalez pravi komar, ki ga preprosto ne moreš pokončati. To sta Kohberger in njegovi privrženci postali za to družino. Prebrali smo zgodbo gospoda Bakerja in zagotovo je zelo ponosen nase, ker je govoril z gospodom Kohbergerjem, ker zgodba ni vsebovala veliko drugega kot krivega človeka, ki znova trdi, da je nedolžen. Nič v zgodbi ali v izjavah Kohbergerja ne namiguje na to, da ni zavestno, prostovoljno in razumno priznal umora 4 žrtev te tragedije. Kaylee, Maddie, Zane in Ethana. Prav nasprotno, pojavil se je na sodišču na obravnavi pred sodnikom s svojimi 4 odvetniki. To je storil potem, ko se je odločil, da svoje usode in dejstev primera ne prepusti poroti, da bi odločila o njegovi krivdi. Nikoli ni po nepotrebnem zganjal preplaha ali trdil, da ni bil obveščen pod pritiskom ali da so bile težave z razkritjem dokazov, ki sta jih on in njegov zagovornik imela 2 leti in za katere je menil, da bi jih morali izpodbijati. Priznal je krivdo in vprašali so ga, ali je dejansko kriv. Rekel je da. Prepričana sem, da bo obravnava, saj tako deluje pravni postopek, in obtoženec bo dobil še en dan na sodišču. Kaj menite o izjavi družine Gonzalez? To slišim prvič. Najprej, to je močna metafora komarja, ker komar lahko vzame kri in komar nima nobene prave koristne vloge, razen da nadleguje in moti. In to se zdi kot ponovna viktimizacija, kaj ne? In zagotovo nihče od nas ne more razumeti, kako je tej družini, da se mora s tem ponovno soočiti. Ravno ko so začeli to nekoliko puščati za seboj. Njihova izjava tudi navaja, da bi bil pravi čas za vložitev predloga za umik priznanja krivde lani septembra, ter standard, po katerem se to presoja. Torej, ali je obtoženec ob priznanju krivde zavestno, prostovoljno in ob polnem razumevanju odpovedal svojim pravicam. Med temi obravnavami spremembe priznanja in skozi leta sem jih preživel nešteto. Sodniki si vzamejo veliko časa, da se prepričajo, da obtoženec popolnoma razume vsako zastavljeno vprašanje in da je odgovor prostovoljen, zavesten in razumen. Mislim, da ni nobenega dvoma, da se je to zgodilo v tem primeru. Ampak še enkrat, Brian Kohberger si želi, da ne bi bil v zaporu. Zdaj se zaveda, da bo njegovo življenje dolgo časa pekel, ker njegovi sojetniki vedo, kaj je storil. In posledično se zvija in obrača ter poskuša najti izhod iz tega. Mislim, da mu ne bo uspelo. Ali bo imel narok? No, to je zanimivo. Pri predlogih za pravno varstvo po obsodbi ni zahteve po naroku. Sodnik lahko izvede tako imenovano zavrnitev brez naroka. To pomeni, da si sodnik ogleda dokumente in odloči, da tožilstvu sploh ni treba odgovoriti. Lani sem delal na primeru kaznivega dejanja. Nedavno sem prejel obvestilo, da je obtoženec vložil predlog za pravno varstvo po obsodbi. Sodniku ni treba razpisati naroka, če iz dokumentov ne vidi ničesar, zaradi česar bi bil narok sploh potreben. Ne upravljam prakse v Idahu, ampak si predstavljam, da je tam enako. Torej, postopek pravnega varstva po obsodbi ne zahteva naroka, vendar ga pogosto ima. Če ne zaradi drugega, to pokaže drugim pritožbenim sodiščem, da si je vsak sodnik vzel čas in skrbno pregledal vsako od vlog. Res je osupljivo. Počakali bomo, da vidimo, kaj bo iz tega. Spet me to sploh ne preseneča. Vedno sem mislila, da bi se brez uradne izjave o dejstvih lahko znašli v takšni situaciji. Mark Weaver, najlepša hvala, da ste prišli in kot vedno delili svoje strokovno znanje. Da, hvala, Anjanette. Poglejmo si še preostanek izjave družine Kili Gonzalez. V njej piše: prepričana sem, da bo prišlo do zaslišanja, saj tako poteka pravni postopek in obtoženec bo imel še en dan na sodišču. Lep odmor od bivanja v samici, priložnost, da se malo popelje, morda kakšna drugačna hrana. Fotografiranje in vsa pozornost bo spet usmerjena nanj in na njegovo, citiram, nedolžnost. Prava težava je v tem, da če bi bilo vložene toliko energije v počastitev žrtev v tem primeru, kot jo je v poskuse, da bi oprostili krivega človeka, bi bile na vsakem vogalu postavljene kipe žrtev, s parki in dnevi posvečenimi njihovemu največjemu žrtvovanju, njihovim življenjem, ki so jih izgubile zaradi Naksisa. Ne glede na to, kako se bo to izšlo, je naša družina 100% pripravljena.
Tokrat bo dejansko sojenje. Gremo. Prepričani smo, da bo dobil smrtno kazen, ki se ji je prvič izognil s priznanjem krivde. Gremo naprej. To je popolna izguba časa in davkoplačevalskega denarja. Sramota je. Verjetno si bom zdaj morala kupiti majico Death Row Records za vsak dan v tednu. V času tega snemanja tožilci še niso odgovorili na zahtevo. Brian Kohberger ostaja v zavodu z najvišjo stopnjo varovanja v Idahu v Kuni, kjer je v samici. In ostali bomo na tekočem s tem, ter vas obveščali o dogajanju. To je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Anna Levy. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.